Živjo, Joana. Živjo. Kako ste kaj tam pri vas na Poljskem? No, je Imate kaj mrzlo. snega? Ja, imamo sneg. Veliko ali kaj tako se pripravljate? Elena samo v oknu čaka, kdaj bo na sneg šla, tako da Krasno. imamo že. No, tukajle pod smrečico imam že knjigico, ki sva jo skupaj delala. Poglej, ti je še nimaš. Ja, sem videla samo fotografijo, pa bom vesela, če boš malo pokazala. Ne, ful je lepa, res je zelo lepa. Že poglej, tole na naslovnici, a ne, se lepo takole otipa, tole, ko se posvetimo, če se tiš najbrž. Tole se tako lepo izboči, je že za potipati ful dober. Potem pa najbrž se malo spomniš, ne, kaj so delali. Ja. Oziroma si ti, ampak res tako lepo izpade na koncu. Tukajle so pač besedila, izgleda vse skupaj kot en tak notni zvezek. Potem so tukajle takele ugankice in ko prideš do uganke, a ne, je odgovor v kodi. Koda je pa v bistvu glasba. To mi dve veva, ampak še tako, da se malo sliši za druge, ne? Ampak je res, no, tako da, kaj dobiš po pošti, takoj moraš povedati, kako se ti zdi. Sem vesela, Ja. da je končno izšla. Tako da ja. A te jaz lahko vprašam Tukaj smo pač mogoče? dogovorjeni, a ne, da se bomo malo spraševali, da se še drugi pač slišijo, a ne, kaj misliva o knjigi oziroma najino sodelovanje se mogoče bo pač razbralo iz tega vsega skupaj. Jaz bi mogoče na začetku te vprašala to, kar verjetno zelo paše na začetek. Odkot ideja za zgodbo in to takšno zgodbo, glasbeno pravljico, ne? Kako se je to zgodilo, da malo poveš? Ja. Ne, se vedno zgodi to, tako kar malo, ne vem, po eni čarovniji, ne vem, če glih slučajno, ampak ja, v knjižnici smo imeli pač te glasbene večere, glasbeno-poetične, in potem sva se srečala s tem glasbenikom iz Filharmonije na hodniku in je pač rekel, da je slišal, da pač malo pišem, in če bi jaz lahko napisala neke uganke za te razne leteče živali, ki imajo pa tudi, vse te leteče živali imajo tudi svoje skladbe. In če bi jaz to pač napisala, a ne, v tem smislu, da bi kot povezovanje bilo na nekem koncertu za pač družine. No, in potem so mi dali nekaj časa, da sem napisala nekih, ne vem, 3-4, če bodo zadovoljni z mano, in so bili. No, in potem, ko so mi malo bolj predstavili ta projekt, a ne, oziroma to željo, sem pa pač predlagala, da bi še vezni tekst bil malo tako, da bi bila še igrica zraven, a ne, da bi še bila dramatizirana. In ko je bila dramatizacija narejena, so potem to v Filharmoniji izvajali 3-krat, še pa 3-krat v knjižnicah. V naši knjižnici, a ne pa v Ivanški knjižnici. No, in potem je bila ideja, mislim, bil je zelo dober, zelo velik odziv in bila je ideja, ne, da bi to še potem ponavljali, ampak v tistem so se že glasbeniki razšli in so šli po svetu, po Evropi, vsak gre nekam pač sploh v tistem, ravno tako je bilo novoletno obdobje, a ne, to je bilo že kar nekaj časa nazaj, 3-4 leta celo. So šli po Evropi, no, in se nismo več nikoli več zbrali, ne, potem v bistvu je pa to tam ostalo, potem si pa ti, mislim, da mene začela spodbujati, da bi to pač v neki knjižni obliki izšlo. In ja, najprej, mislim, ti si meni govorila v bistvu nekaj o tem, kako se prek glasbe tudi terapija izvaja, oziroma da si sredi nekih teh programov.
in da v bistvu ti manjka, ne, nekaj v tem smislu. Tako da ja, nekako sproti se je ta ideja pokrivala z vsem tem, kar se je dogajalo. No in potem sem res to dramatizacijo spravila en tekst, ki je spet stal. In potem sva se spet zopet srečala, ko smo šli v Slovenijo, ne. In ja, mene zanima, no, zakaj te je to tako, ker si v bistvu ti bila tisti motorček, no, ki je zakaj si tako res želela to knjigo in tudi ti ilustrirati, no, kar seveda je meni velika čast in vem, da sva pač eno knjigo prej že delali, no, to moraš še povedati, ne, se tukaj zadnja. Tole knjigo, Park čudes, če se še spomniš, ne. Ja, seveda, tudi jo imam. No, ta je tudi bila en tak poseben dosežek, no, ker se mi je zdelo, da si zelo paševa, no, da zelo se čutiva, ne, v teh svojih tekst in ilustracija, da kar padeta nekako skupaj. Tako da ja, mogoče pa za tole, no, zdaj poveš. Zakaj? Veš kaj, je več stvari, no. Eno, da zgodba me je res začarala. Ker to je tako metaforično, ne, da iščeš krila, pa najdeš umetnost. In v bistvu se mi zdi, da življenje ima sens takrat, ko nekaj iščeš, imaš neke sanje, pa prideš do nečesa lepega, to je super. Drugo pa to, da tudi, ko jaz poučujem umetnost, ko sem poučevala, že dolgo nazaj sem opazila, da je potreba, da se kaže majhnim otrokom umetnost. Da če se kaže tem manjšim, jih zanima, če se kaže že starejšim, ki so skozi na nekih risankah, mangah, potem jih to ne zanima več. In v bistvu to, da se kaže umetnost, glasbo majhnim otrokom, da se jim to približa, mi je bilo zelo blizu te moje ideje in nekako vse skupaj zelo me je pritegnilo. Tako da sem si želela to ilustrirati, če se spomniš, tudi če ne bi bilo izdano, ne. Samo sem te vprašala, če dovoliš, ker res mi je bilo to tako, da pravljičen spet otroški, pa to povezanje z umetnostjo je zelo, zelo enkratno, no. Jaz sem itak bila zadovoljna, mislim, ful vesela, no, ker kakor sem rekla, se mi zdi, da se res čutiva tako, niti ne znava povedati, na kakšen način. Mogoče, ker imam tudi ene daljne korenine tam okoli. Ampak ja, si ne veš, kaj vse pač deluje v tej čarovniji. Ampak ja, tudi palčke, ne, ko sem jaz videla, kako si jih upodobila. Točno eno tako knjigo sem brala, ko sem bila otrok. Je bila ena knjiga, je bil en palček z rdečo kapico, točno tako kapico in točno tako zeleno kapico. In jaz nisem mogla verjeti, kako si šla v ta arhetipski svet moj. Tako da ja, sem res vesela, da so se srečali, no. Pa veš kaj, zanimivo mi je bilo še, mogoče to dodam, da je bilo to interaktivno. Ja. Da te predstave so bile interaktivne, da so bile uganke, da se je dogajalo v živo. In to se mi zdelo tudi nekaj novega, ne? Ja, v bistvu je inovativna, ja. Ker mi smo najprej smo sprobali to v živo, se pravi kot gledališko predstavo, in je bil res odziv pač zelo pozitiven in tako smo bili še sami zelo presenečeni, a ne, ker v bistvu gre za to, izgledalo je tako, a ne, da v bistvu sta bila samo palček, se pravi Basko in pa Violeta, a ne, kot
tak vezni tekst, ki sta pač iskala ta krila, sta pač v čarobnem zvezku, živita in kako sta zvedela, da če poslušate to glasbo, da poženejo krila. Na koncu seveda pridete do tega občutka, si to veš, pridete do tega občutka, kot da letite, kadar poslušate glasbo, čeprav ni bilo teh pač pravih kril. Ampak ja, čisto taka, v bistvu, kako naj rečem, ni neka zapletena modrost, ampak je pa kar, tako kot si rekla, močna. No, in potem sta ona dva v bistvu vmes samo to nekaj doživljala, srečevala te prijatelje, razne skrili, in potem so ugibali preko teh ugank, ki sta jih ona dva postavila, katera je ta žival. In ta žival se pravzaprav sploh ni pojavila, ampak so otroci poslušali glasbo. In so poslušali res zahtevne komade, klasične, kot je, ne vem, Muha ali pa. In oni so to pač videli, oni so bili na koncertu klasične glasbe 1 uro in niso vedeli, da se jim je to zgodilo, in so uživali in poslušali in jaz sem prepričana, da so to tudi videli, takrat, ko so to poslušali. Zdaj to prenesti v knjigo, pa ni bilo na ta način mogoče, je pa v bistvu ilustracija tvoja, pač to naredila, kar naj bi pač tam, kako naj rečem, ta nastop, s tem, da si pač veliko stvari tudi še dodala k temu tekstu, svojo ilustracijo. Se tebi zdi, da to je bolj pomembno ta predstava? Ja. Ali knjiga je zadost, ali je čisto nekaj drugega? Kakšen je tvoj občutek? Se veš, da smo lahko zagnali to knjigo. Potem v bistvu je bila tudi potem že na koncu prizadevna okoli tega, da bi jo izdali tudi Simona na JSKD-ju. Tatjana je potem še pomagala na Polici Dobovi. To je založba, ki dela tudi poljske prevode in češke in tako naprej. V glavnem, in je bila takrat že korona, in je bilo zelo smiselno, mogoče, ker se čisto nič drugega ni dalo takrat narediti, bomo pa nekaj tako, da lahko vseeno nekaj doma doživiš, In tudi glede na to, da pač nismo mogli teh glasbenikov na kup dobiti, Bilo je pa ogromno teh vprašanj, vzgojiteljice so spraševali, kdaj bi to mi lahko prišli pogledati, kako bi prišli lahko do tega, Smo rekli, da bomo pa tole vseeno poskusili v knjigo dati. In ja, jaz mislim, da ima vsako svoje prednosti in slabosti, to je dejstvo, Pač tam je tisto doživetje kompletno, v živo, tukaj pa lahko starši seveda pač en osveščen posrednik mogoče naredi ravno tako vzdušje, ravno tako lahko pač tudi malo, kako naj rečem, gledališko vzdušje naredi, Lahko so tudi, se lahko tudi pražne oblečejo v končni fazi, Tako kot se pač gre, recimo v opero ali pa v filharmonijo ali pa karkoli. In potem je spet na nivoju, mislim, nivojsko lahko, lahko celo pač to pripoved berejo, lahko pa pač za mlajše otroke samo postavljene uganke in potem iščejo odgovor, Mislim, neka izbira je večja, pri tem, na kakšen način bodo to podali, svojim otrokom, oziroma starejši lahko to tudi že čisto sami uporabljajo in v bistvu, glede na to, da valijo te telefone po rokah, mogoče za eno tako stvar, da potem res poslušajo to klasično glasbo, Tako da, ja, kar se tiče pa tega, kaj boš, mislim, še enkrat rečem, tvoje ilustracije in pač mene res zanima, kaj se v tvoji glavi dogaja, recimo, kaj se je dogajalo, ko si ti to dobila v roke, na kakšen način boš ti to narisala, na kakšen način boš ti to postavila. Mislim, to bi prav rada bilo v tvoji glavi. Pa mi malo povej, kako se pripraviš, pa kako
kako to zori, pa če si imela kakšne težave pri izvedbi. Ne vem, mogoče te kode tudi, potem si tudi oblikovala knjigo, tako da Ja. mi malo povej. Veš kaj, prvi začetek je bil tak, da nisem nič razmišljala, da bo to izdano, ne, ali da bo v kratkem, tako da nisem bila niti obremenjena z enim terminom ali s nečem drugim. Pa sem prav iz veselja to delala. Prvo, kar je bilo, tako kot pri vsaki knjigi, da se, čeprav se pozna malo zgodbo, da se jo natančno prebere, da ene take besede vmes včasih so zelo pomembne za ene prizore. Drugo je, da treba najti ta prave like, ki bodo pasale, ne. Tako da nekaj časa se samo like riše, pa izbere ta, ki se ti zdi, da je najbolj bo pasal knjigi. Pa še, kar je zelo pomembno, da en lik je prepoznaven v različnih pozah, ne. Tako da fajn, če si ga malo zvadiš narisati, ko sedi, ko leži, ko, ne vem, skače, ko se nekaj mu dogaja. Tako da to je eno. Potem pa se pride do tega, da treba razdeliti tekst in nekako z besedilom ga povezati. Nekako besedila bo na strani, kakšna ilustracija, če rabi se veliko prostora za tekst ali manj, pa kaj bo na vsaki ilustraciji, da bo prostor za vse. Izziv pa mi je bila glasba v knjigi. Notno črtovlje. Ideja, ki mi je prišla na misel, sem razmišljala, če tudi iz not ne naredim kakšnega lika. Ja. Ampak potem je nekaj mi je bilo malo preveč. Pa tukaj, ker sem si prinesla malo te prve moje risbice, če pokažem, tukaj, da note malo kalijo, pa zraste kakšna, da iz teh not ta pravljica prihaja, ne, da to je nekako je bila taka ideja. Pa čez večino strani sem obdržala, da je to notno črtovlje nekako pokazano. Tudi če pogledaš prvo stran, v bistvu posod, no. Ja, tole. Pa tukaj sem že iz tega kaljenja, ki ni samo listke, prišla že do malo peresc, ne. Ja. V bistvu to mi je ta glasba, ne, da, ja. Pa tudi, ko zapreš knjigo, ne, ta prva ovitek, tudi tam, če se pogleda, ne, je tale bele linije med tem, tudi so 1-5 linija, ki malo je valovita, pa vseeno neki. Da ostaja. Tako da izziv mi je bil, da pokažem malo glasbe tudi v knjigi. Ja, tudi format si tak naredila. Ja, format je tudi tale notni zvezek. Pa še sem poskušala, ker tam so glasba, je vse povezano s temi živali, ki imajo krila. Letenje je tako lahkotno, pa tudi z barvami, da ni pretežko, ne. To je meni pri tebi tako všeč. Ali pa recimo tale ideja, ne? Veš kaj, moj oče je oboževalec letal, letališč pa vsega. Je še za kapice palčkove, ne? Ja, tukaj so pa letalo tako zgrajeno, ne, da kapica paše. Ne, zelo dobra ideja. Ja, hvala. Dobro. Pa če
povem malo, kako sem to delala. V bistvu veliko je narejeno iz akvarelov, pa svinčnikom, pa malo s tempero, tako malo je risanja, malo je kolaža, pa v tej zadnji fazi tudi je tak računalniški kolaž, da sem nekaj naložila eno na drugo. Tako da zelo mešano. Kako se ti je pa zdelo z besedilom, se ti ga zdi preveč? Ne. Veš kaj, trenutno ne bom znala ti povedati, ker sem že zelo navajena, pa ne. Če ti kaj manjkalo bi. Ne vidim pasal, veš. Ne, ampak se mi zdi, da kar prav, no, da je zadost, da je povedano, ni preveč. Te uganke tudi so fajn, da nekaj zelo razgibano, ne? Ker je glasba in uganka in vse. Ja. Lahko se v bistvu, no to, da je ilustracija sredstvo za rečenje, ne, se pravi, da daje to doživljajsko sapo, ne, za rečenje besedila seveda. Tako da v bistvu se otroci lahko ustavljajo, pa gledajo, ne, in dlje časa se pomudijo ob tem, opazujejo. Saj jaz se sebe tako spomnim in upam, da bo tudi pri teh generacijah seveda se da to privzgojiti, ne. Je pač treba še veliko delati s starši in pač ja, s temi novodobnimi izzivi. Ampak se mi zdi, da vseeno glasba je nekaj, ki več ljudi prizna, da je pomembna kot likovna umetnost. Tako da vseeno mogoče pritegne teh odraslih, ki jim ni vseeno, ne, kaj otroci poslušajo. Ja. Pa to je zelo fajn način, ne, da na tak preprost način, da pritegneš. Ja. V bistvu mora izgledati preprosto, čeprav ni bilo, ne. Ja. Preprosto narediti, ne. Ja. Tudi meni, ker sem tudi malo to poslušala, ampak mogoče včasih meni je bilo predolgo. Res, da sem mogoče večkrat, tudi ko sem posnetke pripravljala. Ene komade so res take, da so dolge, ne. To rabi dosti koncentracija, ne. Sam je pa res, da lahko tudi pač malo prilagodi, se pravim, je taka, no, da se lahko prilagodi svojim potrebam oziroma pozornosti tistega otroka, ki je s tem, da si vedno daš še malo, da vseeno mora vaditi malo te pozornosti, ne. Ja. Veš kaj, zanima me, mogoče to bo se potem pokazalo, če ta knjiga bolj deluje, tako kot si rekla, da odrasli naredijo to atmosfero okoli in pričarajo glasbo, ali tudi bo fajn za otroke, ki same znajo že brati, ne, ki začenjajo. Ja. Ker zdaj otroci so zelo že v teh telefonih, pa veliko znajo, ne. Absolutno rabijo osveščenega posrednika, ne, zdaj že čisto povsod, povsod se s tem nekako ubadamo in ukvarjamo. Pač začeti je res treba na začetku, se pravi, ko pač zdaj imam glih vnučko in vidim, ne, zdaj 1 leto stara in je še vedno pač okužena s temi telefoni oziroma z ekrani, ker pač tega ne uporabljamo in je še pač zelo zanimiva knjiga in je treba to ohranjati, ne, in res pač se pač upoštevati te strokovnjake, ne, ki dajejo ta priporočila, se pravi, koliko minut na dan, koliko ne, v bistvu pravzaprav tega raje uporabljati oziroma na kakšen način uporabljati, ne. In tudi tukaj ga uporabiš in je pač ena past, ne, ampak zato je fajn, da se res ali mogoče pridobi na ta način, da
da če že uporabljamo te, se pravi, računalnike, zaslone, da jih uporabimo na pravi način, oziroma da mi te zaslone oziroma te možnosti izkoristimo, a ne, za dobre vsebine. Po drugi strani pa res, da je nekaj za v roke vzeti, a ne, in da lahko starši z nečim delajo, oziroma mentorji. Najbolj so vzgojiteljce v bistvu spraševali po tej knjigi. In mislim, da tudi bo potem še eno tako iskanje do mene, a ne, ali pa do, ne vem, ali bodo pa sami dramatizirali, no, tako da bo šlo verjetno tudi nazaj spet, a ne, s tem, kar se je začelo, a ne. Ne, to bi bilo dobro, ne? Tudi Ja, seveda, tudi to je v tako bistvu nek naredijo. tak, namen te knjige, no. Mislim pa, da je knjiga res, zdaj moramo povedati, ne, da si prišla na tole na Bienale, Ja. da je v Cankarjevem domu pač zaradi kakovosti je bila izbrana, ne, tudi tvoja knjiga, ne, da je na razstavi. Mislim, da pač en od teh, no, je še posebej jim bilo všeč. A vemo, na kateri strani? Katera, s metuljem, ta? Ena je bila, ena je bila še posebej všeč. Najbrž glih ta, ne da, ki sem jo pokazala. Ja, v glavnem, misliš, da bi lahko šla s temle na Bologno tudi? Ja. Ne, se pa zdi smešno. Zelo sem bila vesela, da je bila knjiga sprejeta na Bienale in se mi zdi, da knjiga še bolj zaživi, ker tudi eno, da to je prestižno, ne, da knjiga prišla na vrsto in je uvrščena. Drugo pa tudi, da je širša publika pa ljudje, ki so mogoče bolj se spoznajo, ne, da jih zanima, pa več ljudi to bo pogledalo, nekako pride v širši prostor, pa lahko še kaj naprej se. Ja. Ne. Gotovo, da je izhodišče, ampak pač tudi tebi pove, a ne, da dobro delaš, pa meni je bilo pa sploh, a ne, jaz sem se pač tudi postavila tam zraven, pa pač malo fotografirala, ker se mi zdi, no, da je ob izidu, a ne, pa že pred izidom pravzaprav nagrajena bila par dni, mislim, nekaj časa, no, tako da je lepa popotnica, no. Ja, imaš ti kakšno vprašanje zame? Drugače imam jaz še eno. Veš kaj, jaz sem imela, ne vem, če je glih prav zdaj tale trenutek, ampak ti delaš v knjižnici, si obkrožena s knjigami, pa pišeš, ampak ne pišeš stalno, ne non-stop, to je nekaj, ki delaš občasno, se mi zdi, to, kar jaz vem. Ja, skoraj po naročilu, no. Žal. Ja, pa kako se to zgodi, da začneš, pa kako iščeš ideje, ali to je res tako naročilo, ali ne vem, kje iščeš izzive pa motive, ne vem. Vedno je nek izziv od odzunaj, pač zaenkrat še nisem prišla do tam, ker si želim, a ne, enkrat sem rekla, nobene več slikanice ne bom, ker zdaj moram pač en roman napisati. Ampak mi je, da so pač te slikanice tako, ampak mi je vedno potem toplo pri srcu, ker se mi zdi, da nekaj premaknejo, a ne. Recimo Miklavža, a ne, sem naredila takrat čisto prvega, ker je pač hči se bala tega in sem pač samo noter skrila eno sporočilo, da je dobro vedno pač zmaga, a ne, in da pač moramo pač verjeti v dobro. In pač se bala teh parkljev in hudičkov, ker je to povsod žlalo, ne, in je bil že to skoraj point povsod, a ne, kamor si šel na miklavževanje. Tako da sem ga spet postavila pač v ospredje in smo to pač potem spet uporabljali v nekih uprizoritvah. Palčka Bralčka itak pri delu v svoji knjižnici
In potem tole veš, a ne, to je bilo tudi naročilo. Ja. To je bil izziv, no, jaz se kada, te so mi zelo dobre, no, mi je res škoda, da niso še kaj več. Tako da ja, to je to, nič ni velike, se mi pa zdi, da vedno nekaj pač dobrega položimo na srce. Zdaj pa sem še tole, no. Povej, si želiš, da bi bilo to v poščino prevedeno? To si želim že dolgo. Takrat, ko veš, je bila cela ta predstave so bile pri vas, pa cela ta interaktivna plast meni je bila zelo všeč. Ja. Tako da, ko sem že približala temu, da mogoče bo knjiga, čeprav je trajala, ampak Ja. vseeno. Ja. Veš kaj, se mi zdi, da bi bilo fajn, no, je inovativno, je nekaj drugega, ni knjiga, ki jo samo prebereš, ampak to, da je interaktivna, se mi zdi zelo fajn. Tako da jaz malo že povprašujem okrog. Mogoče bo pa kar ta založba, ki je tudi tukaj nam pomagala, tako da dajva tako zaključiti. Ja. Hvala ti za ta pogovor. Hvala tebi Tako da tudi. se kmalu vidimo v Sloveniji, zadnjič pač žal nisva se mogli srečati, ampak se bova Ja. na predstavitvi knjige. Okej, lepo Hvala. bodi. Ja, čau. Adijo. Čau. Čau.